Pozdravljeni. Po veliki nagradi Savdske Arabije je nastalo kar nekaj polemik okrog odločitev takšnih in drugačnih razsodnikov. Pa poglejmo si malce, kaj lahko o tem povemo tudi tu. Danes je pred vami izjemno kočljiv prispevek, katerega po eni strani sem se mislil izogniti. Namreč nerad podpihujem polemike, a v raznih medijih in v raznih forumih sem zasledil toliko različnih mnenj, da menim, da je potrebno malce razčistiti zadevo. Namreč mnogi navdušenci govorijo tisto, kar jim veleva srce, in za svojo jezo, ker njihov favorit pač ni dosegel nekega rezultata, ne dajo prepričljivih argumentov. Po drugi strani bomo videli, da tudi glavni akterji podpihujejo to situacijo z izjavami, ki so dobesedno skregane z realnostjo. Kot sem že omenil v komentarju, na vikendu posvečenemu veliki nagradi Savdske Arabije je bilo kar nekaj spornih odločitev. Danes jih bomo pogledali, poleg tega bomo videli tudi argumentacijo, zakaj je bila odločitev prava ali ne. A povod za ta prispevek je dala izjava Kristjana Hornerja. Ta je začel odkrito kritizirati Mihaela Masija. Namreč Kristjan Horner, da v času Charlieja Whitinga je bilo vse bolj jasno in vse bolj razumljivo. A bodimo iskreni, v zadnjih odločitvah je bil Red Bull tisti, ki je pridobil kako prednost. V najboljšem primeru so bile odločitve komisarjev in vodstva dirke nevtralna. V tistem, po mojem mnenju, bolj realnem bomo videli, da je Red Bull dobil majhno prednost. A pojdimo po vrsti. Prva odločitev, ki je seveda sporna in usmerjena v korist Red Bulla, je bila tista menjava štartnega razporeda po drugi rdeči sestavi. V celotnem vikendu, tako v Formuli 1 kot v Formuli 2, se je dogajalo, da so vozniki praktično izrabili izletno cono zato, da so pridobili neko nešportno prednost. In kazen za tak prekršek je bil pribitek 5 sekund časa. Tudi v Formuli 2 vozniki niso hoteli razumeti, da se tega ne sme početi. Ampak športni pravilnik Formule 1 je jasen. O tem govori 27. poglavje 3. točka. Vozniki morajo voziti po progi in truditi se morajo po najboljših močeh, da je ne zapustijo. Ukolikor jo zapustijo, se morajo nanjo vrniti na varen način, in ukolikor pridobijo trajno prednost, morajo to prednost vrniti. In direktor dirke je tisti, ki lahko samostojno določi, ali so pridobljeno prednost izničili ali ne. In tu je Michael Masi v bistvu prekoračil svoja pooblastila. Max Verstappen je napravil prekršek, prednosti ni vrnil. Max je dobesedno prehitel izven proge. In na njemu bi bilo to, da bi brez kakega opozarjanja mesto vrnil. Tega ni storil. Michael Masi je nato v režimu rdečih zastav se nekako začel prigovarjati najprej z ekipo Red Bulla in nato tudi z ostalimi. Mnogokrat smo dejali, da je šlo nekako za barantanje kot na tržnici. Niti sam na začetku ni vedel, kaj bi želel, kajti pozabil je na Ocona, ampak to
to ni važno, v stresni situaciji se lahko marsikdo zareče. Ampak dejstvo je, da največjo napako, kar se tiče vsega dogajanja, so napravili pri Mercedesu. Kot sem povedal, standardna kazen za ta prekršek je bila pribitek 5 sekund. In 2 mesti na štartnem razporedu je bistveno blažja kazen kot pribitek 5 sekund. Videli smo to na dirki. Težava je v tem, Mercedes se je z odločitvijo strinjal. Namreč verjetno niso hoteli izpasti oni hudobni, oni, ki hočejo zmeraj nekako ovirati Red Bull. Kolikor bi pri Mercedesu rekli enostavno ne, igramo po pravilih, bi moral Michael Masi prekršek javiti komisarjem. In ko bi komisarji dobili to sporočilo, bi seveda sledila kazen. Enaka kot je sledila v nadaljevanju, ko je Michael Masi javil, kaj se je zgodilo na progi in komisarji so odredili 5 sekund kazni. Ni sporočila Masija, ni akcije komisarjev. Tako deluje mehanizem v Formuli 1. A vprašanje je, zakaj naj bi bil tu Red Bull oškodovan. Kvečjemu so mu ublažili kazen, ampak kot smo videli, ni pomagalo preveč. A videli smo na to v nadaljevanju, kot sem že povedal, da Max Verstappen je ponovil napako, dobil tisto, recimo temu, polno kazen, ampak na to skušal nekako pretkano vrniti tisto mesto. Namreč v pravilniku nikjer ne piše, da mora vrniti mesto, izničiti mora prednost. To ne pomeni, da za desetinko sekunde spustiš nekoga naprej, da smo si najjasni. A prišlo je do trka. In zopet slišimo razne teorije, kako pri tistem manevru sploh Max ni kriv. Max je bil seveda kriv, na liniji je stopil na zavoro, njegova telemetrija je pokazala pojemek minus 2,5 G-ja in Lewis Hamilton od zadaj je trčil. Na srečo ni poškodoval bolida, ampak kolikor bi bil njegov Mercedes nevozen, bi bila kazen Maxu Verstappenu dobesedno enaka. Sedaj se lahko začnemo spraševati, so komisarji v tem primeru ravnali pravilno. Namreč so določili skladno kazen s tistim, kar smo videli v preteklih primerih. In da bomo objektivni, se bomo nekako ozrli na trke med Maxom in Lewisom v tej sezoni, veliki nagradi Velike Britanije. Tam je bil kriv Lewis, a sredi dirke je dobil kazen pribitka 10 sekund. Veliki nagradi Italije sta po trku odstopila oba. Zato nihče izmed njiju ni bil sposoben odslužiti kazni. Tu je bil Max poznan za krivega in zato je na naslednji dirki dobil 3 kazenska mesta. Marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, kazen, ki smo jo videli tu v Saudski Arabiji, je bila skladna s tistim, kar smo videli v Veliki Britaniji. In tu se deloma strinjam z vami, če ne bi bila kazen izrečena po sami dirki, ko je bilo že vse zaključeno in so vsi dobro vedeli, kaj pomeni 10 sekund. V bistvu kazen, ki so jo dali Maxu Verstappenu, ni spremenila popolnoma nič. Kazen, ki je bila izrečena Lewisu Hamiltonu, je bila dana med samo dirko in zavedal se je dejstva, kaj sledi. Medtem ko tu so tako komisarji, kot seveda tudi voznik, bili postavljeni pred dejstvo, da kazen, ki so jo pripisali Maxu Verstappenu, ni spremenila popolnoma nič. Čisto drugačen vtis bi naredili, če bi bila kazen izrečena med samo dirko. Prav tako lahko tudi ne bi spremenila nič. A vseeno, lahko rečemo, da v tem primeru komisarji svojo odločitvijo
niso škodovali Red Bullu, ravnali so tako kot v prejšnjih primerih. Sedaj se moramo vrniti na tisti poizkus Lewisa Hamiltona, ko je malce zadrževal kolono pred ponovnim štartom dirke. Namreč, takoj smo slišali pritožbe strani celotnega Red Bulla, da je Lewis Hamilton malce preveč povečal razdaljo med njim in Maxom Verstappenom. Da se to ne počne v formacijskem krogu. Točka številka 1. Isto ni bil formacijski krog, što je bilo nadaljevanje dirke pod režimom varnostnega avtomobila. Namreč v športnem pravilniku Formule 1 imamo celotno poglavje namenjeno temu. 51. poglavje, kjer je lepo napisano, da se na primer ne sme prehitevati in kje so izjeme, ko je prehitevanje dovoljeno, kako poteka ponovni štart v vseh primerih, ali gre za stoječi klasični štart ali za tisti leteči, ampak v nobenem členu ni zabeleženo, kolikšna mora biti razdalja med enim in drugim bolidom. Dobesedno vsakdo izmed nas bi si lahko sedaj mislil, pa kdo je ukazal Maxu Verstappenu, da se je toliko gnal naprej. A zanimive so pripombe strani ekipe Red Bulla, da ni bilo jasno, ali je to formacijski krog ali je to krog za varnostnim avtomobilom. Na semaforju smo jasno videli, da ko so bolidi krenili, je tudi število krogov se spremenilo. In izjemno čudna situacija, kajti isto pravilo so uporabili pri Red Bullu, da so opomnili Michaela Masija, da je dirka za veliko nagrado Belgije se v bistvu začela za varnostnim avtomobilom. A takrat niso bili zagotovo formacijski krogi, seveda ne, ker je bila odločitev v njim v korist. Verjamem, vsakdo v Formuli 1 ukrivlja pravila tako, da mu je njemu najbolj udobno. Mi, navdušenci, moramo paziti, kaj je zapisano in kaj nam pravijo. A v tem vikendu smo videli še nekaj odločitev, ki so marsikateremu navdušencu rahlo sporne. Najprej tista prijava Lewisa Hamiltona, da je kršil dvojno rumeno zastavo. In ne bom vam povedal, z katerega loga je prišla prijava, ampak vsakdo izmed nas si lahko misli. V tistem primeru komisarji so določili, da dvojne rumene zastave ni bilo. Varnostni delavec je po pomoti pritisnil na gumb za sekundo, le nekdo je to spretno videl in hotel izkoristiti priložnost. A ni bilo nevarne situacije, zaradi katere bi vodstvo dirke zaukazalo enojno ali dvojno rumeno zastavo. In imamo še tisto drugo epizodo, ko je na tretjem prostem treningu Lewis Hamilton oviral ubogega Mazepina. Zaradi tega je dobil drugo opozorilo, drugi ukor, če sem malce bolj točen, visoko denarno kazen in nič drugega. Mnogi so klicali po kazenskih mestih, celo o diskvalifikacijah se je govorilo in podobnih nebulozah, ampak pozabili smo se vprašati, kakšne so bili primeri v preteklosti. Namreč šlo je za prekršek v tretjem prostem treningu. Kolikor bi se kaj podobnega zgodilo na kvalifikacijah, ne rečem. V letošnji sezoni se spomnim tako vsaj dveh primerov. Sebastiana Vettla, ki je oviral Fernanda Alonsa, velika nagrada Avstrije, in Yuki Tsunoda Valtterija Bottasa na kvalifikacijah za veliko nagrado Štajerske. V obeh primerih 3 kazenska mesta na štartnem razporedu, ampak šlo je za kvalifikacije in ne za prosti trening. Kako je oškodoval Lewis Hamilton Mazepina na prostem treningu?
vsakdo si lahko odgovori sam. Sedaj lahko vidimo, da odločitve, ki so bile sprejete na zadnjih dirkah, še zdaleč niso bile v škodo Red Bulla. In mislim, da je rahlo pretirano pritoževanje o tem, kako Formula 1 nima napisanih pravil in kako je situacija nerazumljiva. Pravila so jasna, ampak kdaj pa kdaj so tudi kršitve take, da jih nekdo ne more obrniti v lastno korist. Tega se moramo zavedati. Formula 1 je šport, kjer se morajo osebki vesti kot džentelmeni in zato v dobri veri morajo skušati nekako spoštovati pravila. Seveda obstajajo primeri, ko se voznik Formule 1 ne more izogniti kršenju teh pravil. Naprimer, pri štartu lahko pred voznikom nastane gneča, nesreča in nima druge izbire, kot da zavije na izletno cono in se nato pridruži nazaj na progo. In pri tem lahko nehote nekoga prehiti. A vseeno, dobil je trajno prednost, katero mora izničiti. Torej, vrniti se mora na tisto prejšnje mesto, spustiti naprej voznike, ki jih je prehitel, s tem, ko je krajšal pot. In ker to naredi v dobri veri, ne sledijo sankcije. Sedaj pa vsak lahko sam presodi, koliko dobre vere je bilo v raznih manevrih, ki smo jih videli na progi. In nočem podpihovati polemike, le poudaril bi rad, da mnoge izjave, ki jih lahko prebiramo, nimajo neke osnove v tistih pravilih, ki jih mnogi tako kritizirajo, a malo kdo prebere. Danes padi to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.